Tudi ura 3 minute čez 5, predlagam, da kar začnemo. Lepo pozdravljeni, moje ime je Mojca Lotrič in dobrodošli na današnjem srečanju in vsem lepa hvala za udeležbo. Lepo pozdravljam tudi našo gostjo, gospod Petro Vladimirov, hvala, da ste se odzvali našemu vabilu. Pogovor z njo pa boste vodili dijakinji 3.b Tinkara Tkalec in Monika Kocmek. Vse poslušalce pa vabim, da na koncu pogovora naši gosti zastavite svoje vprašanja. Če ste bolj sramežljive sorte, lahko vprašanje tudi zapišete v chat. Opozorila bi še na to, da bomo današnji pogovor snemali, sicer verjetno ne zato, da ga bomo pol na veliko razpečevali po raznih omrežjih, ampak bolj za naš ledinski arhiv. Lahko se pa zgodi, da če bo pa res veliko povpraševanje potem, da bi še pa kdo pogledal ta posnetek, pa ga mogoče bomo vseeno objavili na kateri od naših straneh. Pogovor smo pripravili v okviru 2 prireditev, ki zdaj sočasno potekata na Gimnaziji Ledina, in to sta Kulturna pomlad ter Mesec šolske psihologije. Vabim vas, da spremljate vse dogodke teh 2 prireditev, ki so objavljeni na šolski spletni strani ter na družbenih omrežjih, ter se jih seveda tudi v čim večjem številu udeležite, ker so pač namenjeni vam. Zlasti bi opozorila na odlična predavanja s področja psihologije. Danes pa uživajte v pogovoru z jekleno ultramaratonko, psihologinjo in bivšo ledinko Petro Vladimirov. Tako, Tinkara in Monika, izvolite, mikrofon je vajin. Ja, še lep pozdrav z moje strani. Tako da avtorica knjige Evforija Petra Vladimirov je več kot le pisateljica. Je diplomirana psihologinja in magistrica sociologije. Zaposlena je kot vzgojiteljica otrok z motnjami vedenja in čustvovanja v vzgojnem zavodu Kranj. Že nekaj let pa se ukvarja s tekom, tudi po gorskih terenih, in se udeležuje različnih maratonov po vsem svetu. V knjigi Evforija nam predstavi 233 kilometrov dolgo gorsko-tekaško preizkušnjo po Pirenejih, ki jo je v 5 dneh osvojila skupaj s partnerico Žano. Ob tem pa opisuje tudi pot od Kranja do Pirana, ki jo je prehodila skupaj z mladostniki iz zavoda. Pripovedujejo o vseh vzponih in padcih doživetih med potjo od Sloveniji kot po tekmi po Pirenejih. Najpomembnejše spoznanje, ki pa ga prinaša knjiga, pa je odločitev za pot vztrajanja in iskanja samega sebe. Živjo, lepo pozdravljeni. Zdaj, če prav razumem, je beseda predana kar meni. Trenutek še bom samo tako, po nekaj tej uradni predstavitvi, ki smo jo mi vam predstavili, pa ja, tako še z moje strani lep pozdrav, Petra. In bi te v bistvu vprašala, kaj bi pa še ti dodala, poleg te uradne predstavitve, te suhoparne, malo bolj, da se živo predstaviš. Najprej še enkrat, hvala za povabilo in res sem vesela, da je prav Gimnazija Ledina, takrat je bila še srednja pedagoška šola, ki sem jaz na njo hodila, se spomnila name, hvala tudi Lidiji, da se je spomnila. In ja, jaz bom zelo rada sodelujem v tem pogovoru. Moram reči, da ste me že kar nekaj fajn predstavili, tudi skozi slikovni material, ko sem tele slikce gledala, sem rekla, wow, še sama sebi bom fovš, kakšne fine stvari počnem. Ena stvar, ki bi jo poudarila, je, da se jaz zelo težko identificiram s tekačico. Pravzaprav vedno rečem, joj ne, saj jaz pa nič takega ne laufam, jaz sem tista, ki v glavnem hodim in prav zaradi tega hodim na vse te dolge tekme, ker tam je pa lahko tudi kaj hodiš, tam pa ti ni treba ves čas laufati. Tako da moji začetki v nekem takem športnem udejstvovanju sploh niso bili tekaški, so bili prej popotniški, pa hoja v hribe, pravzaprav raziskovanje hribov. Jaz veliko bolj kot šport in to športno noto sem zmeraj poudarjala enega takega turističnega duha, pa iti v kraje, kjer je bilo čim manj ljudi, kjer čim manj ljudi gre, se pravi raziskovati
hribe oziroma neke odmaknjene konce v nekih odmaknjenih, čim bolj eksotičnih državah. Tako da to bolj na ta način so se stvari začele. Jaz sem že kot začetek študija že začela precej po svetu potovati, v Afriko, v azijske dežele bivše Sovjetske zveze. In s tem šele nekako so prišli hribi in potem kasneje tudi tek. Tako da ena moja osnovna naravnanost je raziskovanje krajev, ljudi, ki tam živijo, odkrivanje novega. To je tisto, kar najrajši počnem. Tek je pa pravzaprav nekaj za zraven in s čimer se pa tudi da to raziskovanje početi. Tako da ob teku pa tudi turno smučam, kaj malega splezam. Ena taka fascinacija je zadnja leta tudi nad potovalnim veslanjem. To pomeni, da vzameš kajak in greš z vso opremo za več dni in greš veslati recimo med otoki ali pa pač po neki obali. No, tudi to je ena taka strast v zadnjih letih. Tako, zdaj pa besedo naprej prepuščam vam. No, saj hodila sem v bistvu nadaljevati. Potem, a je bil vsem kakšen tak konkreten trenutek, ki si se pa odločila, ja, jaz bom pa zdaj potovala do konca življenja, ker te je toliko navdušil, da si rekla, ne morem brez tega? Aha, misliš brez potovanj ali bolj konkretno brez? Ja, oziroma cele te izkušnje, oziroma kaj tebe sploh žene, da vse to pol še počneš zraven? Zdaj, vedno, že v nekih najstniških letih je v meni tlela želja po odkrivanju nečesa novega. Tudi moje vsakdanje življenje najbrž, če ga nekako iz distance pogledam, ni čist najbolj konvencionalno. Jaz rada se družim s posebnimi ljudmi, z ljudmi, ki niso mogoče razumljeni v nekih klasičnih normativih, ki niso mogoče čist običajni, standardni. Takšne družbe so mi všeč, takšna subkultura mi je všeč. In tudi takšni kraji so mi všeč. Tukaj razumem pod ljudi, ki tam živijo, pod kulturo, pod kulturno neko okolje, ki tam obstaja, ali pa odkrivanje čist novih terenov. Ker jaz si prav nekako vsako leto si jaz zadam nalogo, da grem vsaj na 10 novih koncev, ampak pol jih pa že januarja to dosežem, tako da že, da očitno si bom mogla dati malo bolj zahteven cilj, pa da rečem najmanj na 100 novih koncev, zato ker to mi je res v redu. Pa ne govorim zdaj samo, da grem zdaj na Kamčatko ali pa nekam na konec sveta. Nove konce te da odkrivati tudi včasih dobesedno za vrati doma, se pravi za svojim lastnim pragom. Mogoče smo bili to pahnjeni tudi letos, ko je bila ta situacija s korono pa te omejitve. Jaz sem pravzaprav odkrivala nore konce v lastni občini, ki jih prej v 45 letih nisem poznala ali pa niti vedela nisem zanje, in so to krasni konci v ljubljanski občini. Tako da ta želja po odkrivanju novega je meni neko osnovno gonilo. A potem je bila tudi ta sama želja, kakor ste rekli, po odkrivanju, tudi glavna stvar, da ste se vi odločili udeležitve tekme? Zmenjene, da me tikaš. Oprosti, sem šla čisto, oprosti. Da si se udeležila potem tudi te tekme Euforija in v bistvu a je bila pač toliko to posebna izkušnja, da si se potem v bistvu odločila celo napisati knjigo, ali je bila to neka taka priložnost, da pač zraven, ker knjiga govori tudi o mnogo več kot samo o tej tekmi, ampak vseeno, kakšna je bila ta izkušnja udeležitve te tekme Euforija? Ok, ja, zdaj malo več vprašanj po vrsti. Zdaj, zakaj Euforija? Midve z Žano, z mojo partnerko, ki tečeva te razne teke že nekje od 2010. Tle v prireditvah, ki so jih midve iskale, ne gre toliko prvenstveno za tek, čeprav se to štejo kot tekaške prireditve, ampak za
avanturo. Mi da so že od vsega začetka iskale dogodke, ki so čim bolj samooskrbni. To pomeni, da so tekme, ki niso organizirane tako, da imaš traso označeno, kjer ni ukrepčevalnic, ali pa jih je čim manj, kjer tečeš, se pravi, po GPS tracku, da si naložiš neko pot in sam iščeš pot, da si praktično na poti ves čas sam, da tudi vso opremo sam nosiš. To sva iskala in to sva tudi širom sveta našle take tekme, na tak način sva tekle tudi okoli Elbrusa, je bila ena taka čisto odbita. Gora Elbrus je sicer spada pod Rusijo, ampak je v resnici je tam na meji z Gruzijo, se pravi na Kavkazu, na enem takem zelo zahtevnem območju, tudi politično zapletenem območju. Tako da tam sva tudi tekle eno več kot 100-kilometrsko tekmo, tudi v popolni samooskrbi, tudi sami smo se mogli orientirati na te tekmi. No, in to je bila ena tekma, ki nam je dala tudi naprej, kot odskočno desko, dajva poiskati še kaj daljšega, ker ta je bila 112-kilometrska, in pa sva pa najdle v Evropi, v Andori, to 233-kilometrsko tekmo Euforija, ki pa je ravno odlika te tekme je, da ni označena trasa, tečeš po GPS-u, ni nikjer nobenih postojank, se pravi, je treba vse sabo imeti. Pa še, kar je bilo pa res zahtevno tukaj, pa je bil poudarek na tem, da tečemo v paru. Vsi so naj vedno spraševali, ja, pa se v paru je pa, ja, fajn, ne? V paru je pa lušten, ker se lahko malo hecaš, pa pomagaš si, ja, figo. Ponavadi je ravno v paru, v neki taki težki situaciji, še dodatno težko, da si še z nekom, ker ponavadi se pol te težave, ne da se razbremenijo, ampak se kvečem podvajajo. In tudi prilagajanja je toliko več. In zdaj v neki težki situaciji, kjer že tako probaš samega sebe spraviti čim hitrejši in čim bolj čez, da se moraš nekomu prilagajati, je velik izziv. In ponavadi obvezno so na tej tekmi vedno vznikali tudi konflikti v parih, ki so še dodatno oteževali situacijo. Zdaj, kaj je bilo naslednje vprašanje, je bilo, zakaj je Euforija? Ja, zato, ker je ta način tekme. Naprej je pa bilo vprašanje, zakaj knjiga? Zanima sama motivacija, mislim, sam razlog, da ste potem pa napisali knjigo, pa to nekako zaobjel. Ja, sem se spomnila. Sam knjiga pa ni pa tako povezana sploh s tekmo in zaradi tega jaz tudi poudarjam ves čas, da ta knjiga ni namenjena ni osnovni namen promocija teka, ampak je ideja za knjigo vzniknila, ko smo pa potem po tej tekmi, 14 dni, mislim, da zelo hitro po odtečeni najni teli preizkušnji, smo mi v vzgojnem zavodu, v katerem delam, smo se odpravili z otroki in mladostniki, ki so pri nas nameščeni, smo se odpravili peš iz Kranja do Pirana, to pot. To je že kar en tak tradicionalen pohod. Vsako leto gremo z eno skupino mladostnikov, 6 dni hodimo in v teh 6 dnevih mladi, se pravi tam stari, od najmlajši je bil do zdaj 11 let, do 17 se obujemo superge in gremo na to pot. In to se je zelo hitro po tekmi zgodilo in kar je mene fasciniralo, je bilo to, da so ti mladi doživljali prav identične stvari, kot sva jih midve, Žano in tudi drugi tekmovalci na Euforiji, oziroma kot jih vedno nekako drugi tekmovalci, ki se med sabo pogovarjamo, vedno doživljajo na teh velikih tekmah. In kar sem jaz hotela pol pokazati, je bilo to, da pravzaprav čisto vsak, ki si zada nek cilj, ki sploh ni nujno, da je tekaški, lahko je kakršenkoli težek cilj, ki ti predstavlja izziv, in vsak, ki si tak cilj zada, bo doživljal podobne stvari, ko smo jih mi na tej preizkušnji doživljali, in bo na koncu poplačan z nekim euforičnim občutkom, z nekim zadoščenjem in z neko potrditvijo,
da zmoreš, da si sposoben dosegati velike cilje, z nekim, kar potem tudi šteje naprej v življenju za eno tako motivacijo in nek dober občutek. Tudi kar mi je bilo zelo važno in to zmer želim povedati je, da je ta knjiga posvečena mladim, ki po neki sili razmer, po spletu okoliščin bivajo v vzgojnem zavodu Kranj, izhajajo izjemno težkih družinskih zgodb, velikokrat so zelo deprivilegirani, njihove okoliščine, ki so jih do zdaj, pa včasih še zdaj, spremljale so zelo težke, tudi velikokrat v življenju zaradi tega so manj uspešni, kljub temu pa so sposobni dosegati velike cilje. In to sem jaz hotela pokazati, da ti mladi so enako sposobni, če si zadajo nek cilj, so ga sposobni doseči in zmorejo biti tudi neki pozitivni junaki. Velikokrat se žal te otroke še vedno tretira kot barabe, bom jaz kar rekla po domač, kot nekoga, ki je zabluzil, pa ki ga malo bluzi, pa ki je loser, ali pa kot žrtve. Se pravi, da se jih pomiluje, saj oni so pa bogi, reveži, pa tako, pa da se jih kar nekako na ta način pol, da se jim pripisuje, saj niso sposobni, niso sposobni dosegati velikih stvari, ali pa tudi velikokrat se jim pripisuje, saj z njih pa itak nič ne bo, in so nekako bolj vredni usmiljenja. Jaz pa sem hotela pokazati, ne, sposobni so in dosežejo cilje, če se jim le da priložnost. To je bil namen knjige. Hvala ti, zdaj pa malo predajam besedo Tinkari. Ja, torej, se pravi, zdaj si v bistvu že odgovorila na vprašanje, da so bile torej podobnosti v doživljanju, pač med doživljanjem torej mladostnikov na tem pohodu od Kranja do Pirana, kakor sta ga imeli vidve z Žano v torej Andori. Kaj pa v bistvu, kakšne so mogoče te izkušnje, ki jih predvsem mladi dobijo na tem pohodu iz Kranja do Pirana, kaj mogoče s tem nekako več pridobijo in kako lahko to uporabijo v življenju pol naprej? Ja, zdaj jaz, ko me te stvari sprašujejo, ponavadi rečem, da najbolj bi bilo vprašati njih, kaj zares potegnejo. Ampak dobro, ker se mi, zdaj, ko se lih o tem pogovarjamo, tudi seveda meni povejo, kaj so iz tega potegnili, pa mogoče ne čist tisti trenutek, včasih tudi pol, kasneje se še vračajo, tudi se zgodi, da mladi, ki niso več pri nas, se še oglasijo čez leta, pa so tudi bili na tem pohodu, ko moram reči, ta pohod je že kar tradicionalen, in povejo, da to je pa ena stvar, ki jim je v življenju res ostala v dobrem spominu, kljub vsem zelo težkim stvarem, ki so jih bili deležni na poti, in ostalim je to, da zmorejo, da če se nekaj odločijo, zmorejo to speljati do konca. Kljub temu, da je kdaj na poti težko, da misliš, da boš obupal, da misliš, da je vse brez veze, kljub temu, da kdaj ne razumeš, kaj sem se sploh to odločil, nikoli več ne bom, ampak kljub temu potem na koncu dobiš neko potrditev, da je vredno in da je bilo vredno vztrajati, in da si sposoben nekaj speljati do konca, če se res odločiš. In to mladi prav poročajo, tudi oni sami to so sposobni videti. Včasih pa te stvari vidijo že sproti in tudi zdajle smo imeli par takih res fajn ekip, zadnja leta, moram reči, zadnja 3 leta, no, je res en tak, mogoče tudi mi malo odrasli drugače doživljamo, tudi z otroki se drugače pogovarjamo, ampak zdajle so nam pa kar tudi sproti pripovedovali, da se želijo boriti, želijo vztrajati do konca, želijo dokazati, da so sposobni, in to je res ena taka močna izkušnja, ki jim to da. Moram reči tudi nekaj, kar je zelo zanimivo, da marsikdo na poti doživlja toliko težke trenutke, toliko mora iti čez sebe, toliko ga dvomi prežemajo, da si priseže, da kaj toliko težkega in toliko zoprnega si nikoli več ne bo zadal in prekovnejo nas in tudi presežejo, da nikoli več na kaj takega ne grejo, ampak večina takih, ki to govori, gre naslednje leto spet, pa naslednje leto spet, tako da smo imeli tudi primere, ko so šli
mladi po 3-krat, 4-krat na pohod, pa vedno so rekli, nikoli več ne grem, ne boste me več prisilili, pa tle moram poudariti, da mi jih nikoli ne silimo in da jim majčkeno jih že spodbudimo, ampak odločijo se pa v glavnem sami. In potem te, ki so bili večkrat, ko so, zmer bolj se radi odločijo, seveda, letos grem pa spet, letos pa ne smem zamuditi. Se je tako zgodilo že, da otroci, ki niso več pri nas, pa so nas poklicali, če bi šli lahko zraven. Tako da enim smo celo ugodili, pa so pa šli zraven, kljub temu, da niso bili več pri nas v zavodu. Zdaj, v bistvu pač valjda, ko pomislimo na to, da greš peš iz Kranja do Pirana, si tako in tako, wow, no, in v bistvu tudi mi mladi, ki smo mogoče malo manj, ne vem, motivirani, ne vidiš čisto takoj smisla v tem, kako pa pol v bistvu ti rešuješ z vsemi ostalimi vzgojitelji, ki so na poti, vsa ta nesoglasja, vse te pritožbe, ki so, vsa to se pravi oklevanja, da si že presežejo, da ne bojo šli več naprej, da je vroče, da je težko, da ne morejo nič. Kako pa jih nekako spodbudiš, da grejo naprej, da vztrajajo, da pridejo do tistega cilja? Ja, to tudi je pogosto vprašanje. Ljudje mislijo, da mi vzgojitelji smo strašno pametni, da imamo recept vedno na dlani in pri sebi. Moram priznati, da zadeve rešujemo precej intuitivno. Zdaj, večina teh otrok je, vsi so iz zavoda, večino pa poznam jaz. Čeprav v zavodu smo različne skupine in jaz delam skupino čez leto, skupino 8, drugače pa so še druge skupine, ki se pa tudi imamo določene dejavnosti skupaj, tako da vsaj približno poznam te otroke, približno sem tudi že vajena, kakšni so te vzorci reakcij, pa na kakšen način, pa da nekako izzvenijo, tako da jih niti ne jemljem kot zelo tako tragične in dramatične, ampak vse te upore, spraševanja, tudi preklinjanja, tudi direktne napade, jebite se, kva ste me tle spravili in še, da ne bom se pa letic naštela, ampak ja, v tem smislu jaz to jemljem kot nek čist običajen odraz stiske enega mladega, ki se bo pa že čez to stisko pregural. Je pa res tako, da zanimivo je opazovati, kako imajo zelo različne reakcije, tako kot jih imamo vsi. In tudi skozi eno tako izkušnjo lahko spoznaš, kakšen si v takih težkih situacijah, oziroma otrok sam pri sebi spozna, kakšen je. Ker eni so res strašno agresivni, preklinjajo, razbijajo, norijo, eni rabijo pogovor, eni rabijo, da se samo majčkeno zamotijo, pa bojo naprej hodili. Eni rabijo, da se zelo ukvarjaš z njihovimi težavami, pa da daš pozornost tem njihovim težavam. Eni pa ravno to ne. Eni pa rabijo to, da jim rečeš, glej, se ni nič, daj kar pejt, ti sam hod naprej, pa dajva se malo štusirati, pa muziko malo poslušava, pa tako, pa stvar mine. Tako da zdaj te pristopi so blazno različni in jaz zmer malo potipam, malih, kot sem rekla, poznam, malo pa potipam, kaj bi pri posamezniku palil, pa na kakšen način naj ga spravimo čez. Kar je ful važen, je to, da moramo biti majčkeno kruti. Zdaj, jaz sem čakam, kje se bo kdaj našel kakšen varuh otrokovih in človekovih pravic, ki bo rekel, kaj jih matramo, ampak tle majčkeno te, bom rekla, take neke krutosti more biti zraven, ker tle moramo mi pač jih pustiti, ja vem, si požuljen in moram reči, da to so včasih res grozljivi žuli. Ali pa ja vem, noge te bolijo, ampak to jih včasih res tako noge bolijo, da komaj hodijo. Ampak moramo nekako čez to čez to se boš mogel preboriti sam in boš mogel jeti sam naprej. In tle pač malo tega more biti zraven, tako da velikokrat tudi rečem, da bi bil problem, če bi mladi to delali starši. To gotovo ne bi šlo skozi, ker tukaj oni točno vejo, kako na starše pritisniti, da bi jim rekli, ok, pa se te pejte malo pelati, ali pa se danes ti pa ni treba. Zdaj malo te neke krutosti more biti, ampak ravno ta krutost nekako potegne stvar naprej, pa še to je, da resnično moramo ustvariti odrasli neko tako zgodbo, v kateri ni možnosti umika. Je pa res, ker zdaj, da ne bo zdaj pa izpadlo zdaj do konca brezsrčno, da mi že namenoma majčkeno izberemo tiste otroke, spodbudimo otroke, da grejo zraven za take, ki smo kar nekako prepričani, da bojo stvar
ob neki določeni podpori, da jo bojo zmogli. Zato, ker bilo bi pa res nehumano, da bi nekoga, ki pa ni niti psihično pripravljen, jaz poudarjam, tle psihično pripravljen, ker to je važen, da nekoga bi v to vključili, ki pa ne bi bil zmožen tega speljati, ker to je bilo pa samo še ena ravno obratna potrditev, da ne zmore speljati. Zato je malo namenoma tudi take vključujemo, da speljajo zadeve. Ja, zdaj, če se vrnemo mogoče malo nazaj na samo knjigo, pa na ta vaš pohod po Andori. V bistvu knjiga je zelo natančno napisana in me sam zanima, v bistvu, kako se to vsega tako dobro spomniš, tako točno, travnik, kako se tam ostalo spalo, tako, ker se mi zdi, da to sploh, ko si v tej euforiji, da se vse pol spomniš vsega tega tako dobro in da se napišeš to celo knjigo, je kar dobro spomin, v bistvu. Ja, jaz sem vesela, da je to dokaz, evo, da nisem še dementna, Alzheimer se me še ne loteva, to je očiten dokaz. Ja, malo hecano, ampak res je bilo tako, da jaz že po Andori, ko sva se z Žano vozili, mi smo šli z avtom tja in sva se vozile nazaj, sem vedela, da bom napisala vsaj nek blog ali pa članek na to temo in sem si kar po dnevih, po alinejah zapisovala ključne dogodke. Tako da eno ogrodje je bilo sestavljeno že takoj po tekmi, potem je bilo pa še za ta del z otroki, je bilo pa res dosti hiter. Mi smo se res pol kakšen mesec je vendarle minil po vsem tem, pa smo se pa že dogovorili za knjigo založbo Umko, tako da so bile stvari še dokaj sveže. Je pa resno ena stvar, ki je pa fascinantna, jo kar moram omeniti, da ja, neverjetno dobro si stvari spomnim, neverjetno dobro in značilno zame je tudi to, da jaz, ko sem nekje v naravi na neki poti, stvari zelo intenzivno opazujem. Pa tudi zelo intenzivno opazujem, kaj se z mano dogaja, tako da to vas še spremljam. Ena zanimiva stvar pa je, ki se je meni v Andori zgodila, tudi v knjigi opisujem, da en del je bil, ko sem mislila, da ko sem bila toliko utrujena, toliko neprespana, ker te je treba poudariti, da jaz več noči, to je bilo eno tretjo noč zapovrstjo, ker skoraj nič nisem spala, to res lahko štejemo v minutah, koliko sem spala, in sem tako neprespana, da sem mislila, da se bom enostavno zgubila. Ne, da bom se zgrudila, ampak da enostavno bo moj razum kar nekam odplaval in da bom, mogoče, da se mi bo utrgal, da bom znorela ali pa umrla ali pa nekako, en tak hecno obdobje je bilo na tekmi in takrat moram reči, da se ne spomnim prav ničesar. To je spomnim se tega lastnega razmišljanja, to tudi dosti natančno v knjigi opisujem, ampak tiste poti se pa 5 ur ničesar ne spomnim. Pa to ni bilo po noč, ko nič ne vidiš. Ta del smo zjutraj hodili in tudi potem, kasneje sem videla fotografije drugih ljudi, videla sem celo en posnetek, enih, ki so ta del snemali, celo pot so snemali in so potem naredili filmček, ampak jaz se tega dela ne spomnim popolnoma nič. Pa sem bila budna, pa sem hodila, pa Žana še celo prav, se ti nič ni bilo, to si ti malo paniko takrat delala. Jaz sem izgledala čisto okej, ampak nimam pa slikovnega spomina, pa na ta del ne obstaja. Da je nemogoče tudi priklicati. Evo, zdaj Moniki predajam nazaj besedo. Ja, v knjigi si na strani 21 napisala, da visoko na samotnih poteh je za napredovanje ključno to, da se uskladiš z okolico. Da pozorno z vsem svojim bitjem opazuješ svet in sebe v njem. Da ničesar ne prehitevaš, da dodajaš čim manj in čim manj odvzemaš, stvari se lahko le tako odvijajo natanko tako, kot je prav. In v tem lahko tako prepoznamo to čuječe opazovanje in nekako ta pomen narave in kako jo ti doživljaš. In kako misliš, da narava v bistvu pomaga posamezniku pri spoznavanju samega sebe in tudi, a mu to pomaga lahko s soočanjem vsakodnevnih izzivov? In kako tebi, na primer, pomaga? Hvala za to vprašanje, me prijetno preseneti, prijetno mi laska, da ste tale stavek ravno našli, ker ja, jaz sama pri sebi vidim, da ta stik z naravo je meni ključen in to tudi poudarjam
v vseh mojih športnih ali ne športnih, kakršnih koli dosežkih, ključna je meni ta povezanost z trenutkom, z okoljem, ki te obdaja, pa moram poudariti, da sem jaz strašno slaba drugače v raznih meditacijah, pa v nekih vseh teh modernih tehnikah, ki se pojavljajo, nič tega nisem skozi dala, pa če me kdo kaj v to hoče usmerjati, ratam strašno živčna, ampak v resnici, pa tako, kot si prebrala, ja, nekaj takega jaz dejansko počnem vedno, ko grem nekam ven, to je torej skoraj vsak dan, ko rabim ta odklop v naravi in ravno to je tisti moment, ki mene pomerja in ki mene sprošča ta popolni odklop sicer od nekega naspideranega vsak dana, od ogromnih problemov, ki jih imam in v službi in sicer nasploh, ki nas danes v družbi obdajajo. Ta odklop jaz res nujno rabim, ta osredotočenost na trenutek, ta povezanost z naravo. In tudi še ena stvar se mi zdi toliko ključna, da danes se ogromno tega zgublja in ravno zaradi tega se mnogim narava zdi nevarna. Zdaj moram sicer tle reči, da ne bom narobe razumljena, da za nekoga, ki ni navajen te povezanosti in ki ni navajen tega opazovanja v naravi, če zdaj pa res, ki nima nobenih izkušenj, pa če bo zdaj nekam šel, je res lahko kaj nevarno, ravno zaradi tega, ker nam marsikaj niti ne zna biti pozoren. Ampak z leti se pa z veliko opazovanja ampak iskrenega opazovanja narave in sebe v tisti naravi se marsikaj lahko naučiš in to je potem tisto pravo in takrat jaz pol rečem, takrat narava ni več nevarna. Je pa res, da velikrat se pa pol tle zraven neke druge misli, neki drugi delčki sebe lahko preveč vpletejo, ko pa narava spet postane nevarna, se pravi, da hočemo nekaj izzivati, da precenimo sebe, da postanemo preveč samozavestni, ampak tudi tega se je treba zavedati in se majčkeno ustaviti. Se pravi, opazovati in poslušati. In jaz moram reči, da večino stvari in krajev, ki sem jih jaz raziskala, sem jih raziskala na tak način. Ampak to poudarjam, to so bili res kraji, kjer sicer redko kdo hodi. To so bili razni v Tadžikistanu, raznih hribi, Kazahstanu, v Himalaji. Ogromno stvari sem jaz raziskala, še ko ni bilo niti zemljevidov, kar tako, se pravi po poteh, da sem šla in da sem se nekako predala tisti situaciji, se mogoče priznam, mogoče pa zdaj nekaj brez veze filozofiram, pa sem imela zmeraj več sreče kot pameti, ampak ja, do zdaj se je vedno to dobro končalo in jaz mislim, da je catch v tem pozornem spremljanju situacije. Hvala. In potem to me naprej pelje v bistvu na vprašanje, kaj je razlog, da ste se odločili delati v vzgojnem zavodu? In če je potem, ja, vse to, saj mislim, da ste to sicer že odgovorili, ampak da je nekako to potem vse to vaše raziskovanje narave in potovanja nekako, da se sprostite ta stres. Zdaj, zakaj sem šla delati v vzgojni zavod in s temi mladimi, tle ni neke romantične zgodbe, v ozadju je zgolj slučaj. Res moram reči, da sem pač tam službo dobila, ne. Zdaj, moram pa reči, da ni pa slučaj, da sem ostala v tej službi. Ker zdaj pa sem že kar 15. leto, ki to opravljam in zdi se mi vedno bolj, ko razmišljam, da bom pri tem tudi ostala, kar je meni pomemben in kar je očitno tudi neka svoja meni lastna potreba je, da pokažem, mislim, jaz strašno uživam, da pokažem ljudem lepe stvari, da jih vzpodbudim, no, da pri sebi najdejo potencial, da dosežejo nekaj, da v tem se meni zdi, da se tle mogoče je tudi nek moj catch, zakaj je meni to pomemben, ne, da zakaj jaz to rabim. Ampak jaz strašno uživam, ko vidim, da nekdo drug uspe. In če so pa to še neki mladi, ki sicer nimajo za to toliko priložnosti, se mi pa še zdi to pomemben in tle res uživam v tem, da jih vodim na neko, oziroma probam usmerjati v neko tako pozitivno izkušnjo.
To mi je ena taka pomembna stvar, zakaj pa zraven tek pa narava pa vse to, jaz mislim, da bi bilo to čist pri vsaki stvari, da tukaj ni zdaj, eni takoj rečejo, ja, imaš težko službo, pa to rabiš. Jaz mislim, da tle kakršnokoli službo bi imela, je to šport v naravi ali pa preživljanje prostega časa v naravi, je to en moj način življenja. In tle ne gre samo za službo, gre tudi za, mogoče še bolj za nek siceršnji svet, ki nas obdaja, za neke zdaj družbene spremembe, ki so pa res, jaz mislim, da smo sploh trenutno s to COVID situacijo priča neki res neverjetni družbeni situaciji, ki se dogaja, tudi potem zdaj zraven dodatno na politični sceni, in se mi zdi, da jaz rabim eno to ravnotežje v naravi. Nisem pa zdaj čist človek, ki bi pa rekla, ok, se bom pa jaz čist izločila iz mesta, pa bom šla živeti čist v naravo, pa bom črtala vse to. Ker me pa, po drugi strani me pa te stvari blazno zanimajo, ne? Ker jaz tudi poleg psihologije sem študirala tudi sociologijo in me zanimajo te stvari in sem rada del tega in rada to spremljam, rada v tem delujem, tako da en tak spoj tega družbenega pa družabnega življenja plus narave, to je v vsakem primeru, ne glede na službo, ki jo opravljam. Pa še ena čudovita stvar je, ko bereš to knjigo, je, da res začutiš, da imaš super smisel za humor. In kako se ti zdi pomembna ta humor v življenju in kako mogoče, a se da tudi v kakšnih težkih situacijah pa prisiliti, da ga not vključiš? Ali kako, kaj so te bonusi, pač, da se vse malo hecaš? Ja, zdaj tako, ja, to super, da ste opazili in to je moj način. V resnici, ne, zdaj, če tako čisto iskreno rečem, humor je način obrambe, je način, kako handlamo z težavami. Zdaj, meni je to zelo ljub način in jaz tudi sicer velikokrat stvari, ki so težke, obračam na hec. Zdaj, rekla bom pa tako, da če je nekomu to blizu, je to res fajn, ker mogoče takrat razbremeni tisto situacijo. Verjamem pa, da je nekomu to celo lahko zoprno. In da obstajajo ljudje, ki pa ravno to, ko je nekaj težkega, ti se začneš pa zafrkavati, da jih pa to nervira. Zaradi tega, ker imajo pa občutek, da pol pa situacije ne jemlješ dovolj resno, da negiraš pomen te situacije. Tako da bi zdaj nekoga silil, da ja, če je pa težko, pa uporablji humor, se mi ne zdi ta prav način. Je pa to ena izmed variant, ja, s katerimi se pa lahko spoprijemamo. Ni pa nujno, da je vsakmu lastna. Meni pa res to paše. In jaz to tako razumem, da kadar je meni težko, mi je super, če se ljudje iz tega norčujejo, ker pa to ne razumem kot norčevanje, ampak to razumem, ok, hočeš mi pomagati, da se majčkeno tenzija razbremeni in ko se bo tenzija razbremenila, bomo pa lažje pogledali, kako zadevo rešiti. Na tak način jaz to jemljem. Hvala, Tinkara, naprej. Praviš v bistvu, da je nekako v tebi neka nora potreba po gibanju in da je v bistvu ta zlom noge na prvi tekmi Evforije vrhov, da je bil verjetno iz različnih vidikov zelo travmatičen. In da v bistvu, zakaj, nekako čez kakšne faze si šla ob tem, ko se ti je to zgodilo in ko si bila tako, ok, zdaj dejansko rabim sedeti, biti primer, ne morem letati gor pa dol, kako je to spreminjalo nekako tvoje razpoloženje, čustvovanje v vsem tem dogajanju? Ja, zdaj, čisto da na kratko vrišem, ja, prvo leto na tekmi, ko smo se midve že eno leto na to tekmo pripravljale, se je že takoj na začetku zgodila nesreča, kjer mi je v nogo preletela skala, mi nogo zlomila in obedve smo mogle predčasno s tekmo zaključiti, kar je zame tudi pomenil najmanj 2 meseca rehabilitacije. Sreč takrat se je ta rehabilitacija zgodila relativno hitro. Meni so pol napovedovali, ker zlom je bil tako hud, oziroma potem še vse ostale poškodbe zraven, da bo rehabilitacija trajala nekako 6 mesecev najmanj, ampak potem je šlo to dosti hitreje skozi. Tako da
en vidik je ta, da je bil šok po vsem tem, ko se eno leto fokusiraš na nek cilj, ko se pripravljaš na nek cilj, ko je nekako celotno tvoje življenje temu naravnano, je ogromen šok, če ti tako v trenutku vse skup propade. To je bil res sekunda in je bilo vsega konc in si v resnici kar obstaneš in se počutiš, kot da bi te en nagobec. Prav tak občutek je, kot da bi te en od strani nokavtiral in si najprej brez besed, pa pač v moji naravi je, da sem na veliko preklinjala, v šoku sem bila. No, potem je bil pa še ta drugi šok, je pa res ta odrezanost od gibanja. Tle moram reči, da sem res šla skozi eno predelavo travme, ki mogoče pa res izvira iz mojega otroštva in dejansko ima čist korenine v neki klasični travmi. Namreč, jaz že kot majhna sem se rodila z enim hudim izpahom kolkov. Ravno ko sem shodila, so se odločili za operacijo, to se pravi, da ko je bil majčken otrok, ko sem šibala naokoli, ko je bilo vse super, ko začneš osvajati svet, so mene operirali in so me dali najprej imela sem 2 operaciji, najprej eno, pa potem čez 1 leto, mislim, da še drugo. To se pravi, 2-krat so me onesposobili. Takrat, ko sem bila v največjem razvoju gibanja, so mene operirali in so me dali v gips za par mesecev. Zdaj, iz vidika otroka je to neka totalna travma in nič ne razume. Lihkar je shodil, lihkar je začel svet osvajati in zdaj tole, zdaj ta prisilna negibnost. Tako da v resnici je bila ta poškodba, tudi če sebi čist analitsko pogledam, da se malo popsihoterapiram, je bila to v resnici eno podoživljanje te moje travme. Da ravno, ko sem s tekmo začela, ravno, ko je bilo pred mano teh 230 kilometrov, kjer bom dokazala svojo moč in osvojila svet, zdaj, če malo simbolno rečem, se pa zgodi poškodba in me onesposobi. Tako da v resnici je bila moja reakcija, moram reči, izjemno pretirana. Jaz sem jokala, jaz sem se res počutila nemočno in v resnici v nekem totalnem besu, neki grozni jezi in skreganosti s celim svetom in nekako sem se res počutila, da se meni izjemna krivica dogaja s to poškodbo, ampak mislim, da je vse to bila ponovno doživljanje in predelava vse te travme iz mojega ranega otroštva, ker drugače nekako, kar se tiče same bolečine, koliko je mene bolel, to sploh ni bilo nekaj toliko zelo groznega in tudi hitro sem jaz začela pač na berglah hoditi okoli, pa na tak način, gotovo mi ni bilo dolgčas, ampak doživljala sem pa to hudo travmatsko in potem sem imela tudi nekako občutek, da moram vse začenjati iz nule. Se pravi, da sem zares, so me onesposobili pri hoji in moram jaz z nule spet začeti graditi. In nekako tako se nekako mogoče, ko imaš enkrat zlomljeno nogo in ko moraš to nogo spet k sebi spraviti, mogoče je res tako. Tako da v resnici je bila to zame tudi ena psihoterapevtska izkušnja. Ja, zdaj sicer si omenila, da v bistvu sta se vidve že na to tekmo pripravljale pač že zelo prej, ampak mi smo v bistvu nekako smo sestavljali ta vprašanja, pa razmišljali smo v bistvu nekako skozi mogoče branje na začetku, sploh nismo dobili tazga občutka, da ne vem, sta se vidve ful nekaj pripravljali, zato ker si ti v bistvu v knjigi nekako čist mimogrede omenila, da sta šla tja, ne vem, na onega tisočaka, na tretjega in čisto mimogrede, nam se pa v bistvu to zdi ful v bistvu priprave, ampak smo nekako v bistvu dobili napačen vtis, da teh priprav nekako ni bilo, se pravi, da so bile, da sta vsem se pač pripravljale na Andoro na različne načine in to. Ja, absolutno, ker dejstvo pa je vendarle, da bi bilo to precej noro iti iz nule na 233 kilometrov. Ja, ampak mogoče ste dobili ta prav vtis, ker te priprave niso bile nekaj izjemnega, pa prvič sem se pripravljala tako, da jaz tega nisem merila. Uro sem pustila doma, sem rekla, ne bom merila kilometrov, časa, višincev, in da bom delala to res intuitivno in da je to rata nekako
ne rata, to je že bilo del mojega življenja, samo da bo zdaj tle še malo več fokusa to, ker zdaj moram reči, da sicer, če se ne pripravlja na neko tako tekmo, sem skoraj vsakodnevno aktivna, nekam grem na kakšen hrib ali tečem ali karkoli, no, ampak tle do tega seveda še več, ni bilo pa načrtno, tako da bi imeli nek trening, danes 100 kilometrov, jutri 100 kilometrov, pa toliko jih mora biti na teden, ker seveda tudi taki treningi obstajajo in nekateri to počnejo. Ne, midve sva delali to brez ure, ampak da nekako rata način življenja in da je vse bilo vedno zavit v neke izlete, v neke raziskovanje krajev, jaz dosti opisujem Kvarner ali pa Norveška, pa zraven turni smuk, pa Velebit. Skratka, da je to pravzaprav neko odkrivanje novih terenov, ne pa trening, nek suhoparen, ki bi bil 20 kilometrov, pa 2000 višincev, na tak način ne. Ok, hvala. In tako nekako tako zaključno vprašanje z najine strani, s Tinkare pa mene, je v bistvu, da nekako tako v svojem stilu poveš kakšno tako dobro anekdoto povezano s svojim potovanji, s tekom, kakšno interakcijo s tujcem, kaj tasga. Aha, da bi zdaj prav, da bi prav anekdoto iz te, veš, kako je to, ker drugače jih je milijon, pa te pa en vpraša, povej eno. Je zdaj ogromen, no, in ogromen jih je, kaj jaz vem, da zanimivo je bilo, mogoče ne vem, zakaj sem se zdaj spomnila, v Tadžikistanu, ko sva hodile z Žano prek gora, tam sva šli v neke Fanske gore, in tam vse skupaj je nam nepoznano, to so v resnici hribi tam do 5000 visoki in midve sva mislili, da tam pač nikogar ne bo, ogromen hrane sva sabo imele, pa sva pa videla, da je to precej obludeno in da tam v glavnem živijo ženske pa otroci. To je zelo zanimivo. In to do višine res 4000 metrov, pridejo pa tja zato, ker polet, to je bilo polet, pasejo živali, tam so travniki do 4000, pol naprej so pa bolj skale, ampak do tja je ogromen teh naselbin, ampak to so v glavnem šotori, pastirske naselbine. In te ženske, to je bilo tako simpatičen, so prav prežale, mi da so imeli občutek, da prežijo na naju, in so prav, že od daleč so videli, da midve od nekje prihajava in so tekli proti nama, zmer so se drle, čaj kušaješ, to v ruščini pomeni, če ješ čaj, kušati pomeni jest, ampak oni rusko pač govorijo slabo, govorijo tiste svoje jezike, včasih je bila pa to Ruska republika in še malo tega vejo, tako da velikrat so naju lovili, vdaleč mahali, čaj kušaješ, midve seveda velikrat sva šle pol na ta čaj, in je bilo pa pol tudi smešen, da so se potem kar tepli za naju, kam bova šle prespat, kje bova, in so bile potem tudi užaljene, če sva samo v eno hišo šle in pa so mogle prav razporediti, zdaj pri njih bova tokle pojedle, zato ker pol morajo pa še tja, kjer bova pa spet jedle. Tako da Tadžikistan je bila v resnici ena taka ful luštna zgodba. Mislili sva, da greva v popolnoma neobljudene kraje, na koncu pa prišle, mislim, sva se pa prav skrivale pred ljudmi, ki so naju vabili. Zaključili se je pa vse to, ta najina tadžiška pot se je pa zaključila tako, da sva po 10 dnevih, se mi zdi, hoje po hribih, sva prihajale v dolino in sva imele pa en star ruski zemljevid, ki ga je Žana je Rusinja, in ona ga je sprintala z nekih njihovih topografskih strani in ta zemljevid je bil res tista stara ruska šola in na tistem zemljevidu je bilo napisano, tam, ko sem videla dol prihajale, da ne bi bila neka Postojanka, je prav pisal, in midve sva maštale tako že 2 dni, ko prijeva tja, bova pa jedle pico, pa šnicel, pa solato, pa pivo, pa kaj vse bova. No, ko sva prišle tja, stojiva, pa gledava, pa tam je bila samo ena reka, pa en kup enega šodra, pa skal, pa ti zgledava,
In se je izkazalo, da je bilo tam očitno taka močna, ne povoden, ampak spomladka se sneg tali, te hudourniki ratajo tako močni, da vse skupaj dol odnesejo. In tam ni bilo ničesar. In videli so seveda tam obstale z dolgim nosom, sestradane, in kar naenkrat pa pride od nekje 5 ribičev, 5 ribičev, bili so z enim avtomobilom in so rekli, ni panike, boste vidve z nami. In potem so rekli, kako če vas je že 5 pa en avto imate, ni panike, bomo mi to vse zrihtali. In na koncu sva midve bile krepko, so naju pogostili tisti ribiči, so vse znosili, ker so imeli za jesti, pa smo na veliko jedli. In potem smo se še midve stlačile s 5 ribiči v en majhen avto, da smo se pol odpeljali iz teh hribov dol v civilizacijo. No, take zgodbe pol so pa tiste, ki štejejo. No, in jaz tudi zmer rečem, da če nekako, to je tiste prej, da smo se tudi pogovarjali, ta usklajenost s trenutkom, jaz kar nekako zmer računam, da se bo vse dobro končalo in moram tudi potrkati, da še vedno se je. In da tudi, ker tle je bilo pa mislim, da še kar enih 40 kilometrov pol naprej do civilizacije in na koncu srečali te ribiče in so naju odpeljali prav do mesta, kjer so pa pol naprej šle na potovanje. Ja, se mi zdi, da take izkušnje ti tudi pokažejo, da po svetu je ogromen dobrih ljudi še zmerno. Ja, v glavnem dobrih. In jaz moram reči, v vseh teh deželah, ki jih mi smatramo za nevarne, imam jaz, mislim, da same dobre izkušnje. Vse zoprne stvari so se mi pa zgodile po potovanjih po velikih mestih in Evropi. Tako. Hvala ti za tale pogovor, se ti zahvaljujem v mojem imenu, v imenu Finkare, tako da v bistvu to je z najne strani to. In zdaj imajo v bistvu priložnost vprašati kaj poslušalci oziroma vsi, ki so spremljali, če imate kakšno vprašanje, kar izvolite. Hvala vama in na dan z vprašanji. Ja, dober dan. Jaz bi samo vprašala, ker vem, da veliko potujete in tako naprej, pa me zanima, v bistvu, kje še vi niste bili oziroma niste tekli, pa bi radi v bistvu ta kraj oziroma to državo obiskali? To super vprašanje. Hvala za to vprašanje. Ja, marsikje, želja je ogromno, kar me izjemno privlači je sever, sploh zadnje čase. Jaz se sprašujem, a smo toliko stari, ker se mi zdi, da vsi nekje, ki so včasih plezali, pa alpinisti, pa ki so osvajali vrhove, potem tam, ki so okoli 50 in kasneje pol jih začne zanimati sever. Izjemno rada, bi kakšne severne kraje raziskala, zanima me Svalbard, mogoče ne toliko tekaško kot turno-smučarsko. Lani je bila v načrtu Aljaska, pa je potem zaradi te covidne situacije odpadla. Grozen me zanimajo severni kraji bivše Sovjetske zveze, oziroma zdaj kar Rusije. Prav tisti sever, kjer gor v morju, ta predel, kjer v glavnem ni poti, kjer se verjetno s kakšnim avionom je treba tja priti. Tudi Ural bi me zanimal. To so prav v resnici načrti, ki jih imam, ki bi jih rada čim prej uresničila. Ok, hvala. Prosim. Še kakšno? Ja, jaz imam vprašanje še eno. Živjo. Živjo. Glede na to, kako imate pestro življenje, pa zelo ste tako aktivni in vse, kaj pa vi delate na petkov večer, ker naj bi ponovadi sam sedel na kavču? Ja, to. Sliši se zelo tako, da kaj vse jaz počnem. Ja, res je, da tudi ogromno prostega časa namenjam raziskovanju teh novih krajev. V petek zvečer pa rada preberem kakšno knjigo, rada se tudi s kakšnimi prijatelji podružim, popijemo kakšno pivo.
ali gre pa preprosto spat, zato ker grem v soboto, imam v načrtu že kakšen izlet. Tako da včasih se kar matram, pa se moram prav prisiliti, da sem do 10 po konjskem, ker me malo sram, da bom šla že pred 10 spat, pa to pa ne morem. Hva. Ni za kaj. Pozdravljeni, mene pa sam. Najljubša država. Živjo. Ja? Ja, ne vem, če me prekinjam. Halo? Kjer je bila vaša najljubša država, ko ste obiskali? Prosim? Mislim, da je bilo vprašanje najljubša država, ki si jo obiskala. Najljubša država. Zdaj zelo rada imam sever Norveške, v zadnjem času. Sicer so mi pa izjemno ljubi Kazahstan, pa tudi Tadžikistan je bila ena ljubših krajev, tudi zaradi tega, ker je tudi to gorata. Sam zdaj na koncu naštela vse, ker zdaj najljubše je to težko izluščiti. Ampak okej, pa dajmo ostati pri teh. Te države bivše Sovjetske zveze pa sever Norveške. Je še kako vprašanje? Nekdo se Eden je hotel prej nekaj. Ja, nekaj še nekdo hotel. Ja, pozdravljeni, jaz sem hotel vprašati, kaj je za vaša največja nagrada pri delu z mladimi v bistvu? To, da uspejo. Da jim, ampak tukaj ne govoriva o velikih uspehih, ampak da si nekaj zadajo in da jim tisto rata. Tisto sem pa res osebno vesela zanje. Dobro, hvala. Prosim. Eno vprašanje je še v čatu. Ja, tukaj v čatu je eno vprašanje, če so ta potovanja draga ali v bistvu kako si prvošte vsaj to skupaj. Ne, sploh ne. Zdaj, res je, da jaz tudi še pri svojih rosnih 46 še vedno potujem izredno poceni. Zdaj, kar je, da je treba večkrat prej ali pa na last minute najdeti kakšno poceni letalsko karto. Dejansko jaz zelo rada spim zunaj ali pa v šotoru, tako da s tem nimam težav. Tako veliko, v glavnem potujem s šotorom. Ali pa v kakšnih dost budget poceni prenočiščih. Tako da v glavnem so ta potovanja, če odmislim letalsko karto, mnogo cenejša, kot če bi tisti čas preživela doma v Ljubljani. Letalska karta je pa pač strošek, ki ga je pa treba tle ušteti. Je pa spet odvisno, koliko zgodaj, pa koliko zgodaj jo kupaš, pa včasih je pa tudi kakšna taka ugodna ponudba, ki naletiš nanjo. Če kaj? A lahko še jaz nekaj vprašam? Prosim. A vas je kdaj napadla kakšna žival ali pa kaj takega? Prav kakšna velika zverina ne. Moram reči, to je fajn vprašanje, ker mi imamo zmer občutek, da živali, ko jih srečamo, bojo napadle. Tudi sploh te nevarne živali, levi, pa pri nas medvedi, volkovi. Jaz moram reči, da medvede, volkove sem srečala prav iz oči v oči, na zelo majhno razdaljo, nikoli niso napadli, so se umaknili. Zdaj, kar je najbolj me napadlo, je kdaj kakšna kača siknila vame, ali pa en pajk je bil prav zoprn enkrat v Afriki. Tisti pajk je pa tako težil, pa tako je skakal okoli mene, pa moram reči, da je bil res velik. In da se nikakor ni hotel odgnati in zaradi tistega pajka sem šla pol spat ven. Bilo je pa to sred Gane, sred Afrike, v neki taki glineni hiški, bila sem v eni vasi, kjer so me domačini gostili in so mi prav tisto hiško namenili, da bom noč spala, ampak kaj hudiček je bil not ta pajk, tako da na koncu sem šla spat ven.
prav verjetno, da zunaj je bilo še več teh pajkov, ampak jih vsaj nisem videla. Tako da druga žival kot to, pa se zdaj ne spomnim, da bi me kakšna napadla. Pa je bilo pa v chatu samo še eno vprašanje, če si hrano na poti kuhate. Ja, zdaj odvisno, kam grem. Če grem nekam tako, da je nemogoče jesti hrano kupiti ali pa jesti v nekih restauracijah, si jo kuham tudi sama, to pomeni, da ko smo bili v Tadžikistanu, smo seveda vse same nosile, same kuhale, v Kazahstanu tudi. Drugače pa zelo rada pa jem z domačini in je tudi ena taka preverjena varianta je, da ko potuješ tudi v deželo, rekla, tretjega sveta, da ne greš v neke nobel restauracije, ker tam ni pretočnosti, tam ni velike porabe in tista hrana zagotovo ne bo toliko sveža, kakor je hrana, ki jo jejo domačini praktično na ulici. In v glavnem tista hrana na ulici je pa velikokrat skuhana pred tabo in jaz razen seveda nekih potovalnih drisk, ampak tiste potovalne driske nekako vzameš za kup, pa na začetku minejo, razen tega nisem imela nikoli nekih hujših težav s hrano in moram reči, da tista hrana je tudi izjemno okusna in jaz blazno rada probavam hrano, ki jo jejo ljudje. Še kakšno vprašanje? Jaz bi vprašala. A vi drugače, oziroma a ti potuješ tako pač ruzak, ali tako pač v avto spraviš, pa delaš, ne vem, pa nekje parkiraš, pa delaš okoli izlete, ali kako, ker po teh slikah te nikoli nisem videla neki ful z potovalnim ruzakom. Ja, ne, seveda ruzak, ne, zdaj ruzak je meni tudi najbolj prikladen za, tako no, da rečem, da zdaj trenutno, če grem na kakšno tako bližno lokacijo, kar pomeni to po Evropi, grem seveda z avtom. Ampak v avto imam ruzak, zato da potem iz avta grem z ruzakom pač kamorkoli že, oziroma postavim tudi ponavadi, ker šotorim, zdaj, včasih, ne vem, je prav, da zdaj to mi govorimo, včasih kar malo rečem, da grem spat v šavje, pa kar malo na črno kje prespim. Zdaj moram poudariti, no, kar se meni zdi super, Norveška je taka država, kjer pravijo, zemlja je od vseh in kjer je kampiranje kjerkoli dovoljeno. Tako da tam ni problem postaviti šotor in nihče se v to ne obregne. Tako da jaz v glavnem šotorom, pa ja, dokler nisem imela avtomobila, sem potovala vedno z ruzakom, pa z javnimi prevoznimi sredstvi, avtobusi, karkoli je pač takrat bilo preštopala, tudi pravzaprav cel svet, posod po svetu smo tudi štopali. Skratka, ja, čim bolj budget, čim bolj preprosto, čim bolj, da ljudi srečaš. Meni se tudi ta stik, no, z ljudmi, ki ga imaš, se mi zdi ključen, ker oni so tisti, ki v resnici ti dajo potem informacijo, kako je najlažje v njihovi državi, kje je kaj tudi zanimivega za pogledati, kaj je treba poskusiti. Tako da to se mi zdi ključno in prav na sami poti, ob samem premikanju, ogromno ljudi spoznaš. Prišlo še eno vprašanje v chat, ali bi si kdaj želela obiskati Himalajo? Himalaja je bila pravzaprav moja prva destinacija. Himalaja je bilo prvo potovanje pri 20 letih v Nepal, ampak takrat sem šla z eno organizirano skupino, potem sem šla pa še 5-krat ne več z organizirano skupino sama. Eno skupino sem nekoč tudi peljala. Raven v to nepalsko Himalajo, v glavnem poznam Khumbu regijo, se pravi regijo okoli Everesta. Zdaj, ko me pa sprašujejo, kaj je bila pa najbolj odštekana stvar, ki sem pa jaz naredila, je pa bilo enkrat, ko sem šla z enim prijateljem, ki je potem žal zbolel, sva šla v Tibet in potem sva šla peš iz Tibeta čez Himalajo, čez prelaz Nangpala do Nepala. On je zbolel in je mogel iti nazaj, jaz sem šla potem to sama. No, to je bila pa res izjemna izkušnja.
moram reči, da tudi majčkeno nora. To je prelaz pod Čoojem na višini 5500 metrov. Prelaz, ki so ga Tibetanci uporabljali za tudi pobeg iz Tibeta, pa kot poti, ki so jih trgovci uporabljali za trgovanje, so hodili po teh poteh potem v nepalske vasi, kjer so stvari prodajali. No, čez ta prelaz so tudi par let za mano je šla neka karavana nun in te nune so tudi streljali na njih, mislim, da so eno ali dve celo ubili, takrat je bilo to kar v medijih, ki je tudi naš Pavle Kozjak to takrat fotografiral, je bil takrat prisoten tam, ko so plezali na Čooju. Tako da ta prelaz je znan po tem dogodku, žal po tem dogodku. Tudi za tem dogodkom se je prelaz popolnoma zaprl in ko sem 2 leti nazaj spet v Nepalu, na tem območju sem malo klepetala z lokalci, so mi povedali, da je to absolutno noro prehod čez ta prelaz in mi skoraj niso verjeli, da sem pred leti jaz to zares naredila, toliko nevarno se to šteje. Mogoče takrat sem bila malo pod 30, mogoče niti nisem razumela, kakšna velika nevarnost je bil prehod čez tisti prelaz. Moram pa reči, da je to ena taka izjemna izkušnja, tudi kar se tiče doživetja Himalaje, biti pravzaprav v samem osrčju Himalaje skoraj popolnoma sam. Ja, Himalaja je en kraj, kamor se zelo rada vračam, moram pa reči, zakaj jo nisem uvrstila zdaj čisto na prvo mesto, da sem bila pa šokirana 2 leti nazaj, ko sem bila tam, kakšen ogromen razvoj turizma se je v tem času zgodil, ker prvič sem bila leta 95 in to sploh ni več Himalaja, kakršna je bila leta 95. Zdaj, po eni strani ta razvoj pomeni tudi denar za tiste ljudi, po drugi strani pa seveda za sabo potegne tudi kakšno stvar, ki pa ni več tako romantična, ki pa je tudi mirno lahko rečemo, tudi negativna. Vsa ta onesnaženost in vsa ta zasičenost turizmom, sploh v tej regiji Khumbu, je kar zelo negativno na samo okolje tudi vpliva, ker okolje ne zdrži toliko pritiska. Tudi čisto iz vidika onesnaženosti in tega. Še kako vprašanje? Če ni, pa bi jaz še uradno zaključila ta pogovor. Najlepša hvala, res, jaz sem navdušena, res čudovite zgodbe, navdihujoče. Pa v imenu Ledince, jaz verjamem, že bili zdaj na Ledini, da bi se zdaj slišal res bučen aplavz. Tako da, če druga ne, vse rokice dajte gor, ne? Na slike, evo, vidiš Petra. Res hvala v imenu Ledincev. Želim ti še veliko podvigov za srečnim koncem. Pa če boš kdaj v centru Ljubljane, pa boš imela 10 minut časa preveč, dobrodošla na Ledini. Vrata so vedno odprta. Imamo kavo, čaj, piškote, vse bomo zrihtali. Ja, super. Jaz moram reči, da sem tudi blazno uživala v tem pogovoru. Res sem vesela, da ste me povabili in res sem vesela, da bi se tudi v bodoče lahko še kaj videli in definitivno se bom oglasila. Če pa bo kdaj, ko se bodo te časi malo normalizirali, še kakšna priložnost, pa z veseljem pridem pa tudi v živo za širšo množico, še kakšno rečejo, mogoče kakšne slike pogledamo ali pa vsaj malo takole poklepetamo. Tako da hvala lepa vsem. To je bilo super. Ja, hvala tebi. Hvala Petra in držali te bomo za besedo. To zadnje, kar si povedala, sem si zabeležila v svoj spomin. Tako da hvala vsem tudi, da ste nam prisluhnili in Tinkari in Moniki za čudovito voden intervju. Tako, adijo. Hvala, adijo. Adijo. Petra, malo počakaj. Ne vem, zdaj sem iskala, kje so zdaj tega hudiča izklop. Majčkaj še počakamo gor, da zaključimo. Evo, koga imamo še. To je edin recording, imamo zdaj še pržgan. In recording bomo tudi, sam majčkaj, da tukaj le.
Evo, mislim, da smo. In recording